Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lepo pozdravljeni v svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo s sestro Nikolino. Tudi ta poletni počitniški oziroma dopustniški ponedeljek boste slišali zanimive in koristne kuharske nasvete. Za zelenjavno mineštro, za domače testo za lazanjo, za jedi iz kolerabe. Pripravljali bomo omako za nadevanje paprike, kumarično omako, rulado oziroma pito iz ajdove moke, pa tudi domač sladoled in domačo začinko. Vabljeni k poslušanju. Ena od naših poslušalk bi rada naredila okusno zelenjavno mineštro. Najbrž si predstavljam, da zelenjave ima zdaj dovolj oziroma jo bo tudi v prihajajočih tednih dovolj. Tale okusna se mi zdi, da je tukajle poudarek, kjer bi rada tudi sama nekaj dobrega naredila. Da, se napravi lahko zelo okusna zelenjavna mineštra, taka enolončnica lahko tudi rečem. Je najbolj po domače ali pa enostavno s temi živili, ki jih imamo na razpolago, je tam od čebule, zelenjave, pestrosti, kakor jo imamo tudi, da gremo po načinu praženja. Sesekljana čebula, majhno maščobe dodamo, posolim čebulo, pristavim, se začne pražiti in pripravim zelenjavo. Narežemo na listke, bolj na kocke, tako da je zelenjava sebi enaka. Če je grah vmes, bolj na kocke narežem, korenček ali malo cvetače, kakšna bučka je lahko zdaj že zraven, malo fižola svežega. Ja, to je že od same te svežine, se mi zdi, da je zelo, zelo dober okus. In to zelenjavo, ki je taka čvrsta po vsebini, zdaj sveža, pražim. Na čebuli pražim, da spremeni barvo. Pogosto pomešam, lepo vroče je, no in potem jo zalijem. Zdaj, če želimo rahlo vezano juho, jaz jo poprašim zelenjavo za eno žlico pirine moke, polnozrnate pirine, in zalijem, kolikor rabimo juhe več ali manj, majhno pod nivo rajši, in še dodam zelenjavo, ko to zavre, ki je pa mehka, ali pa cvetačo, cvetove, kakšen brokoli imamo na zalogi mogoče, še kakšno malenkost, ki je v skrinji, da jo tudi lahko vključimo takole, ampak tisto je boljše že, da mi posebej samo majhno, da zavre, odcedimo in pol damo k tejle sveže kuhanju zelenjave. No, s tem imamo veliko zelenjave, no, mogoče želimo še dati en krompir, tako da bo samo v tej vrsti vsega sestava, ali pa malo testenine, tako da toliko gosto naredimo, da mi lahko še eno pest mogoče drobnih makarončkov, krpic ali nekaj podobnega damo kuhati še zadnjih 10 minut. Lovor pridam, posolimo, če mogoče kakšen pečenkin sok od mesa včerajšnjega, mogoče kakšne omake od kakšnega zrezka, če je 2 žlici, je boljše kot nič. Tudi te 2 se splača shraniti takole v hladilnik, pa danes kot naslednji dan, ko jo porabimo. To so tiste naravni okusi, ki zelo, zelo izboljšajo nam juhe, zelenjavne jedi, mineštre pa absolutno. Ali pa en košček mesa, ena rezina, en zrezek ostal, kakorkoli. Ga tudi narežemo, primerno ostali zelenjavi, in damo tudi nazadnje z tole testenino, če smo jo dodali še, da 5 minut prevre skupno, potresemo zelen peteršilj, ko serviramo. Edino zelo okusno je, da mi k tej juhi, zdaj ko je kuhana, pridamo še žlico, odvisno od količine, ki jo imamo, ali 2 kisa. Domač sadni kis. Če pa nimamo domačega kisa, pa dajmo kakšno vino, rdeče, belo, kakršno je. A je bolj sladko ali je bolj kislo. Samo da majhno kisline, samo da ne izstopa. Zmeriti raj na 1 žlico, 2, pokusiti, je boljše. Ali pa je popolnoma dovolj, pa še dodamo lahko tudi pol žlice.
Na radiju Ognjišče spremljate svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in zdajle prisluhnimo, kako je sestra Nikolina svetovala poslušalki, kako naj naredi domače testo za lazanjo. Glejte, za lazanjo seveda ravno tako kot rezančno testo delamo za široke rezance, recimo, ki si ga pripravite, ne odpočije in pol ga lepo valjate. Zdaj, če ga valjate še klasično na valjar, boste te večje krpe navaljala, oblikovala, ali pa na tale strojček, ki so širši trakovi, potem samo in s temi potem rokujete naprej. Jih lahko kar sveže polagate, tako je, da najbolj dobra lazanja ali kjer boste kaj druga sestavljali, je, da sproti valjate, polagate, tako da je nadev pripravljen, testo pripravljeno, valjate in potem krojite. Kar krpe polagate, naslednja malo prikrojite in tako nimate nobenega kuhanja in pride takšna lazanja z domačega testa izredno okusna. Če vam pa ostane, pa mirno še v krpice naredite in podobno, ali pa kakšno skledo še pripravite naprej, zmrznete in imate drugi že vse pripravljeno, se vam otaja, spečete in je kakor sveža. Sveže pripravljena jed, karkoli boste z tega testa delala. Pa morda povedala, kako naredi to testo, kakšne sestavine potrebuje? Glejte, za tole testo je najbolj čisto rezančno testo, moka, jajca. Ne dajem ne soli, ne olja, lahko da žlico olja tukaj, ker to je za sproti danes, ne bomo sušili testa, pa nič naprej, na zalogo naprimer. In tu je zdaj recimo 15 ali pa 30 dekagramov moke, 2 debeli jajci, potem pa samo kakšna kapljica še čega rabimo. Recimo imamo kdaj beljak, ki je v posodici v hladilniku, nam časi prav pride, da ga kanemo zraven, če je pa malo premehko, ker mora biti dokaj krepko, trdo testo, ker pol ga lahko valjamo. To je skoraj najbolj trdo testo za rezance pripravljati. Bodi si za strojno valjanje, za ročno je za spoznanje lahko mehkejše, se lepše, hitrejše valja, za strojno pa absolutno takole testo, ki res ga komaj zgnetemo. Strojček nam laga skupaj spravi, ampak nam ne bo tako dobro predelal. Ja, naslednja stvar, ki smo jo pripravili za današnjo svetovalnico za vas, pa je nasvet za jedi iz nadzemnih kolerabic. Glejte, delate lahko z njih, da jih kar samo daste duši, ko so take mlade, na listke narežemo, a ne kot en krompir, ki bi ga dali dušiti. Pol pa majhno maščobe pogrejte toliko, da je vroča in stresite takole gor tole kolerabico narezano. Nežno posolite, pokrijte, naj se počasi začne pogrevati, mehčati, potem z lopatko še obračate ali malo potresete. Vode dodajam. Ne prehitro, potem že, ko je potrebno, naprimer, da še ni čisto mehka in vidite, da nima nobenega lastnega soka, ne. Zato ne previsoka temperatura tudi ne sme biti pol naprej. Jo zmanjšajte, no, pa samo po okusu. Dodajte še zdaj, da je slana, že vmes, ko pokusite, vidite, je dovolj slana, malo premalo še dosolite lahko jo. Potem eni jo poprajo rahlo, eni samo peteršilj potrese gor, ali pa z drobnjakom, ali pa takole brez zelišč, če tako v družini niso za to navdušeni, naprimer, jo daste kot prilogico zelenjave in lahko majhno s parmezanom potresete, ali pa majhen košček krajc sira ostal taki suhljat in ga naribajte po vroči kolerabi in bo tudi več komu prav prišel, oziroma bo rajši to vzel, kakor pa en drobnjak na kolerabi. Kaj pa juho, prosim? Glejte, za juho pa je tako, tudi ostane cela v koških kockah lahko, tanjših kockah, ali pa tudi naredite kremno juho na vse zadnje. Jo pa dam popražiti na majhno čebule. Zraven pridam še tudi vsaj en korenček narezan, lahko tudi en krompir dodate, zato da bo bolj kremna juha, da ni treba z moko vezati, da je kremasta. En škrob, da je zraven. In tole zelenjavo pražite. Posolite, da
postane, kaj vem, krompir začne majhno lepiti se po dnu in potem pa prilijte juho, vodo, toliko, da je vse dobro pokrito, pridate še kakšno zelišče, začimbo, ki jo uporabljate, ki jo smete uporabiti in nazadnje lahko to zmiksate, na primer. Je kremna kolerabna juhica, ker koleraba prevladuje. Daje pa majhno sobarve od korenčka, na primer. Če ne pa jaz včasih pridam, če ni korenčka, ni ga časa pripravljati, žlico paradižnikove mezge v kremno juho in je majhno lepša, da ni tako bledo, ni zelena, ni bela, ni smetanova, ni ne vem kakšna. No, s tem korigirate, takole si tudi po barvi lahko, pol zalijete toliko, jo lahko majhno za smetano kislo še dopolnite okus, da je boljša. Pečenkin sok bi bil tudi na mestu kakšen, če ostane od včeraj, na primer. Jaz ga precedim in ga v taki juhi in vam da boljši kot vsaka druga začimba, kocka in podobno. Da pa je takole kolerabna juha, jo pa dajte kuhati v vrelo vodo, malo podlage imate juhe mogoče, ali pa boste juhico naredila umetno in potem dajte kuhati, ko zavre. Da pride zelenjava čim prej do vrenja in zraven tudi dodajte še kakšno drugo zelenjavo v manjši količini, da dopolnite okus, ampak je pravzaprav kolerabna juha ostala. Lovor tudi dodajte, poprate jo lahko. Tako nežno, da se ne vidi, niti ne okusi pravzaprav, ampak bolj harmonija okusa ostane. Lahko je še, na primer, kaj mi zdaj, niti ne pride na misel. Če peteršilja ne smete potresti, dajte v juho, ko je kuhana že skoraj, 2 vejice peteršilja potopite, kaki pol lista takole od cele veje, ne, en košček vejice zelene tudi zraven in tako se vam tale juha lepo dokuha. Lahko je čista, lahko je pa tudi, se pravim, z majhno škroba vezana. Lahko je tudi kakšen grah noter še, ena pest graha se dala kuhati zraven, popestri barvo, okus naredi, zlasti, če imajo radi vse te vrste zelenjave, ki jih lahko uporabite. Na Radiu Ognjišče spremljate svetovalnico in zdajle prisluhnimo, kako je sestra Nikolina poslušalki svetovala, kako naj pripravi omako za nadevane paprike. V kozico, v kateri boste kuhala, jaz dam za eno žlico sladkorja, kristal sladkorja v suho in pristavim, da karamelizira. Lepo, ne da se... Zalijem z malko 2 mrzle vode, pride do vrenja, medtem že kaj pripravljate in ko vre, vstavim paprike napolnjene. Še prilijem kaj vode, kakšno drugo juho, če imate, v glavnem vode, koliko naredite, pokrijem in naj kuhajo. Posebej pa naredim omako. Jaz sesekljam čebulo, prepražim na maščobi, da je zlato rumena, tako lepo pražena, lepo diši in na tole dam potem pa 1 žlico moke, odvisno zdaj imate vi veliko količino, manjšo, tisto škrob, koliko dodaste za omako. In zlijem paradižnikovo mezgo, ker imam v steklenici ali pa v kozarcu recimo kar domačo in jo dam toliko, da v tisti kozici, ki je manjša od vsega, kar kuham tam ostalo, pride do vrenja, se razkuha, je gladka omaka, če je čebula bila drobno narezana. Zdaj, če imate pri roki, ko še ta omaka vre, 2 vejice peteršilja, 1 vejico zelenja, samo vržem to omako, da se s tem še kuha, pol tole odstranim in omako prelijem po papriki. Malo potresam, da se porazdeli, poplaknem še zraven in tako tale omaka v papriki skupno naj še prevre in imate narejeno. Po okusu zdaj, če vam je kakšna mezga, ki imate domačo, lahko malo kiselkasta, mirno pridajte 1 žličko sladkorja, ampak smo ga že prej dali pražiti, če pa ne bi pražila, pa je treba potem. In to vam umili. Ampak pika na i je lahko še z žlico 2 kisle smetane zdaj.
Aha, a tako. Glejte, to smetano lahko vi ukuhate, da se ne bo videla, če kdo ni Ja. najbolj kontent za njo. Ja. Če pa smete dati, imate zdaj tam prav svežo ali pa odprete lonček, jo naložite v skledo, umešajte Ja. tole kislo smetano in tako žlico Ja. samo dekorirajte po celi površini paprike in dajte na mizo, bo tudi to zadostovalo ali pa je to tudi lepo pripravljeno in servirano. Ali pa smetano morate, če boste ukuhala jo, Ja. dati v eno žlico 2 vode, smetano Ja. razmešajte in potem tole zlite v tole omako, zdaj med papriko še, pa spet, da se porazdeli in pokuha in to minuta, 2 pa gre na mizo. Še eno omako bomo v naslednjih trenutkih pripravljali, in sicer okusno kumarično omako. Jaz lepo prepražim čebulo, na rezance ali na drobno narezano, to je čisto stvar vašega okusa. Jo posolim, dam na maščobo, čebulo dam, posolim jo in pražim. Da začne lepo rumeneti. Medtem naribam kumare. Zdaj so lahko tudi na rezance, lahko so pa na listke naribane, a ne? Zlasti, če ima pripomočke multipratik, naribate tako ali drugače in jih posolim, pa pustim. Potem, ko je pa ta čebula začela rumeneti, še pomešam, dobro ožete kumare, dajem na čebulo in jih pražim. Še skoraj dlje kot pa samo čebulo prej. Tako da se dobro prepražijo, čisto drugače zadišijo, no in potem pa dam gor mleto kumino, strem 1-2 stroka česna, potem pa še to, ko pomešam, zdaj ko je že česen gor, to še samo kakšna minuta in potem poprašim z žlico moke. In zalijem z eno zajemalko bodisi juhe ali mleka, lahko je tudi pol voda, lahko je krompirjeva voda, odlična, ampak ne veliko, ker omake ne rabimo tudi ne veliko in na kumarah je hiter je že omakasto, ne. Vedno lahko po okusu prida. Zdaj, da bo pa to še bolj okusno, je dovolj slano ali ne, ugotovimo, poskusimo. Če pa še kisla smetana, 1 žlica, 2 žlice in podobno, jo tudi z metlico lepo razmešam, prilijem majhno tekočine in tam zamešam, če je potrebno, da želimo še majhno pomnožiti omako, pol žličke moke, lahko vzamemo tukaj pirino, bodisi presejano ali pa čisto polnozrnato, ali pa čisto navadno belo moko, potem pa tole še zlijemo da mora teči, to je zdaj rahli podmet skoraj in smetana nam zelo obogati in samo da pobrbota. In je končana omaka, premešamo, postavimo na kraj in pride zelo okusna, zlasti zraven kakšnega krompirja, kuhanega, praženega krompirja, kakšnih polpet, na primer, mesnih in podobno. Odlično, ni pretežko, ampak mislim, da je tista osnova pražena čebula pa zelo pomembna, ne? Tista da pravi okus. Potem tudi zelen sesekljam peteršilj se lahko da, predno damo na mizo, na primer to, če sprejmejo, če želijo, če ne pa dajte vejico peteršilja, not ko omaka že čaka, pol še pomešajte to, majhno odcedite in zavržete. Aroma vedno obogati tisto harmonijo okusa. Pavla vas prosi za recept za biskvit oziroma rolado iz ajdove moke, druga poslušalka Darja pa bi rada pripravila pito iz ajdove moke. Lahko kaj tukaj združiva ali bova vsaki posebej odgovorila? Jaz mislim, da lahko skoraj več ali manj združeno rečem. Za rolado dam eno jajce, žlico sladkorja, zdaj če dela normalno lahko s vsemi temi sestavinami in potem dam tudi žlico pa pol ajdove moke samo. Malo pecilnega not in prav tako zamešam, kakor delam z belo moko. Tako da ni kaj posebnega,
se pravi, imam temno moko ali pa svetlo moko, a ne. No, in tako, zdaj jajce, da ni kakšno drobno ali pa samo komaj srednje, je kar mora biti vsaj 60 gramsko, a ne. Pol je to, te enote se dobro ujemajo in na žlice merim pri roladi zato, da je malo manj kakor pa 3 dekagrame na jajce, kakor gre po receptu ali pa na tehtnico, a ne. Tisto pa delam za biskvite, za podlage ali pa kaj druga še takega. No, to je to, za pito. Pa isto, če bi čisto ajdovo moko vzela, seveda ne bo tako rahla, je dobro mogoče, da jo malo pomeša s pirino moko. Bodi si presejano, da bo lepše testo ali pa tak vsaj za prvi pogled, lahko s polnozrnato moko, da ne bo zdaj imela preveč težav, a veste, ker je takole lahko ne presuho testo narediti, pa ne premehko, kakor dela pito. Zdaj ne vem, moram v količinah še posebej govoriti, če je takole na pol kilograma moke, na primer, da not tudi lahko skoraj cel pecilni prašek, a ne, ker je to z maščobo delano, pridam tudi 20 do 25 dekagramov masla, potem 1:2 je za pito in sladkor, tistega dam manj kot maščobe, 15-18 dekagramov, samo sladkorja v prahu seveda, tudi ga zdaj pomešam še na suho, ker to je zdrobtinjeno vse. Potem pa pridam na pol kilograma moke 2 jajci, žlico ruma, pa koliko je potrebno, žlico 2 še kisle smetane, zdaj aromo lahko limonino lupino tudi nariba ali pa limonin sok prida namesto ruma, če bi ruma nima ali ne želi dati nič od alkohola, na primer. Je pa alkohol vedno dobrodošel, ker med peko lepo rahlja in širi testo, a ne, ker to so alkoholni plini se delajo in tako se lepo rahlja, dviga. No, to, tako da in testo lahko malo počivala, ga tudi takoj valja tegale in da na dno je mogoče, da ga malo rahlo že da v pečico, da naraste, potem pa ima že takoj pripravljen nadev gor, ko je tako za silo pečeno, bi rekli, to pa še na pol surovo. No, nadev gor, še drugo ploščo ali bo mrežo naredila, kar je bo lažje, pomaže smetano, najboljše je smetana, seveda lahko tudi z jajcem, lahko samo z beljakom, in tako peče naprej, samo najvišje v pečico, da od dna ne bo toliko več zapeklo, glede na pečico, kako ji peče, se bo tudi ravnala. In v današnji svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo s sestro Nikolino se osvežimo kar z domačim sladoledom. To so zelo preprosti, lahko po tem najbolj preprostem načinu sestavinah, ki jih imamo, to jaz vzamem recimo sladka smetana v vsakem primeru, a ne, potem tudi jogurt uporabljam, navadni, ali pa če je sadje, tiste vrste sadni, je možno, a ne. V glavnem, če je domačega sadja dovolj, pa navadni jogurt je boljše, kakor pa z kupljenim sadnim. To sladkor, koliko je vam potrebno po okusu tudi, no, pol pa tako, katero sadje imamo, pa mešano sadje, recimo pestro zbrano, lahko je pa potem tudi, ko kdaj je banana, pa kivi mogoče, je tudi takšen sladoled lahko, zdaj pa če je jagodni z malinami, z ribezom, celo borovnicami, ki so že mogoče kje in bodo kmalu. Zdaj koliko? Zdaj samo vaniljev okus ga tudi naredimo, v glavnem samo nekaj malega, potem pa še kakšnega zraven za sookusa, ne, ali pa čokoladnega, to pa je že majhno posebej zadevica. Za sadnega recimo je pa tako, sadja, da je minimalno 30 dekagramov ali pa celo pol kilograma, potem je tam do 3-4 decilitre sladke smetane, jaz dam po 2-3 lončke jogurta, 2 lončka gostega jogurta, to absolutno. Sladkam potem po okusu sadja, zdaj če so maline, jagode, mešano ali ločeno, zdaj različno, če je lepo zrelo sadje, je tudi malo bolj sladek, sladko takoj, da ne presladkamo, vedno lahko dodamo še. In posebej sadje zmiksam s sladkorjem, posebej delam sladko smetano, da je čvrsta, krepka, potem pridam pa jogurt, zamešam miksano sadje, to rahlo premešam, to je tako zdaj mehko kremasto in ga
podelite, lahko skupaj v skledi zmrzuje, postavim v skrinjo, pa grem pogosto pomešati. Samo pomešam, ob stenah poberem skupaj in večkrat tekom ure, 2 se to lepo strdi, tako da je potem kakor svež kremaste sladoleda, ni tisti zmrznjena, ne. Lahko pa v posodice porazdeli, en pladen, v skrinjo postavi in tudi, da se lepo zmrzne, lahko je to pa danes narejeno, bomo jutri rabili in pred serviranjem pa za ene pol ure, uro v hladilnik samo postaviti, da se majhno odjenja, da mi to lahko jemo potem žličko, a ne. To je na ta način, to so tisti najbolj enostavni, preprosti. Drugače pa, če je samo vaniljev, pa naredim takole, lahko bi skuhala takrat kremo še prej, da dam jajca, sladkor, pol prilijem samo malo mleka, pol deci, naprimer pa 2-3 jajčka lahko damo, ali pa vsaj 2. Vaniljo pridam že zdaj nekaj in to skuham na coparo, da je krema. Zgosti se kakor en puding, krasen. Ohladim, pridam malo vaniljeve aromice še lahko v tole, pa potem v smetano miksano zamešamo, ko je ohlajeno in tako imamo en taki dober, bi rekla, kuhan sladoled, ne, da so jajca prekuhana, ker ostale sadne pa to delam pa brez jajc, naprimer. Za čokolado pa isto, skuham kot tega vaniljevega, samo da dodam čokolade zraven, ali pa celo za eno žlico kakava, lepo razmešam, prilijem toliko samo mleka, da je lahko lepo kuhana, gosta, čokolada raztopljena pride, ko je na coparo kuhano. Odstavim, pridam kako žlico ruma, v čokolado to se poda in dobro ohlajeno zamešam spet v stepeno sladko smetano. In potem je to kombinacija sladoledov, vsak svoje se hladi v posodah in potem naložimo lahko, sploh če je ena skupinca zbrana, nam to zelo lepo pride in okusno. Pa še malo dekoracije na vrh, če je potrebno, ali s sadjem, ali s čokolado in podobno. To je pa umetnost gospodinje potem. Ena od poslušalk je za sestro Nikolino poslala vprašanje, kako narediti domačo začinko. In tukaj je odgovor. In je res domača, z domačo zelenjavo, ki je obrodila, ki se je nabira in to se zdaj že začenja pripravljati. Zdaj ne vem, količina, če bo velika, kar takole na 1 kilogram lahko gre s korenjem, ker to je hitro, 1 kila, lahko pa to vse zmanjša, recimo, da je pol kilograma korenja, ga očisti, pa potem bomo mleli tudi enih 30 dekagramov peteršilja, korenine, zelenja, vse skupaj lahko, tudi 20 dekagramov zelene, to so te korenje, to so te, kaj se reče, jušna zelenjava, tako jušna zelenjava že, čebulo tudi zraven zmeljem, 10-15 dekagramov recimo, takole očiščeno, potem kakšen strok česna, paprike, 2-3, no, odvisno od njihove velikosti, a ne, to je lahko je tudi 15-20 dekagramov paprike, tudi 2 paradižnika, tako da jih mehno odsedi tekočino, da je bolj mesnat samo ostane zraven, kakšen por in zdaj vse to zmelje. Najboljše na mesoreznico, a ne, če je tale mlinček, če ne, pa verjetno z multipratikom bi se tudi dalo, jaz bolj mesoreznico uporabljam. In na to maso zmes zdaj prida lahko, če je po pol kilograma korenja, pa vsega dodajala, kot sem zdaj te enote govorila, 50-60 dekagramov soli. To je kar precej, a ne, in zato je to začinka in dobro premeša. In potem lahko, da stoji najprej malo, lepo se razvlaži in kar je potrebno, se malo ožme samo, če je tekočino spustilo, odvisno zdaj, če vse tele vrste zelenjave da, ni nujno pa vse, 4-5 vrst zelenjave, kar ima doma na razpolago, naprimer, ali pa pripravi, in ožme in lepo napolni kozarčke, pripravljene, ki jih ima že, in dobro napolni, dobro zapre, in ji drži, ker to je v slane soli, ne, slano toliko, da mirno drži. Pol pa, ko ga rabim, ga dam v hladilnik, da ga imam tudi pri roki, ostali so lahko, če je hladna klet, to bo že postavila, kjer ima te konzerve pripravljene, ali pa kozarce. Kozarce, ja. Ja.
To je čisto enostavno. Vso zelenjavo jo tako nekako po občutku lahko prida do sestave. Dobro zmelje, zmiksa, kakor že more. In potem, ko je to prepariralo, se razsolilo, ko malo stoji, ker solje tako izložuje, zato iz zelenjave tudi malo soka izcedi se. In to v kozarčke in začimba za naprej, za leto, pa še kaj. Toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. To so bili nasveti sestre Nikoline iz arhiva. Seveda veliko nasvetov najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče, tudi podcast Kuhajmo s sestro Nikolino je na voljo in tudi posebna spletna stran. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak, in vse dobro do naslednjič. Z Bogom! Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.